Zdaj bi pa najprej povabil male tekmovalce do 15 leta. Prvi je Blaž Bošnjak. Ženske do 35 let. Mateja Bremšak. 3 kroge. Ženske nad 50 let, mladoletnice. Katja Tabernik, 4 kroge. No, zdaj so pa fantje. Do 35 leta. Jure Grmšek, 6 krogov. Moški do 50 let. Valentin Osolnik, 6 krogov. Moški nad 50 let. Pavel Žvelc, 4 kroge. No, zdaj pa še za najhitrejši povprečni krog Tine Osolnik. Skupen najhitrejši. Zdaj se pa še malo poveselite. Pa naslednje leto nasvidenje. Sem Stana Pibernik in sem mentorica čipkarskega krožka, ki deluje v okviru kulturnega društva Jurij Bobič iz Most. Smo zelo lepa skupina in sicer kar 3 generacije, osnovnošolske, gimnazijke, potem pa mamice, babice. Skratka, ena zelo, zelo lepa skupina, ki nas druži tole lepo delo, umetnostno obrtno klekljanje. Delujemo tukaj v šoli že več let, čeprav sem prej imela že druge krožke, ki nekaj časa nič več. In smo se zbrali pravzaprav zaradi različnih del, zdaj pa v glavnem klekljamo. Seveda pa v prostem času, v svojem času delajo dekleta in tudi neki fantov imamo, oziroma 2.
zelo lepe stvari. No, to naše druženje pravzaprav je nekaj posebnega, ker smo zbrani iz različnih občin. Zvejo kakšni, ne, pa takole delo prosti težko naučiti po knjigah in je fajn, če kakšen kaj pokaže. Tako da zdaj pravzaprav že kar dosti učitelj, en drugim pomagamo, skratka nam je lepo, no. Tako da nekateri pravijo, da so torki najlepši dnevi in se mi zdi, da noben ni žal, katera pride. Kaj pa nastaja, ne, je pa tukaj le pokazano in ste že posneli, ne, tako da tamle demonstrirajo tu kleknje, skratka nijo nobenih problemov za takele stvari skupaj spraviti, no, in so seveda radi pokažejo take lepe stvari. Se mi pa zdi, no, da je to res en tak krožek, ker vse druge stvari se dajo, ne, še sem rekla že prej, po knjigah naučiti. Tako da smo v domu upokojencev v Domžalah, sem tudi eno razstavo gledala, no, in sem videla nobenih čipk, tako da bomo enkrat zdaj v maju še tam dol razstavljali, no, so navdušeni tudi krožkari in krožkarice, ne, za takele stvari. Torej sem Metka Zevnik, v.d. generalne direktorice Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo. Projekt Lego, ki smo ga danes lahko videli, torej njegovo predstavitev v osnovni šoli Komenda Moste, je projekt, ki ga je sofinanciralo tudi Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru programa, ki mu pravimo Skriti zaklad. Projekti so dvoletni in projektne predloge izbere posebna ocenjevalna komisija glede na projektno prijavo. Projektna prijava te šole je bila že na samem začetku odlična in pričakovali smo, da bodo tudi dobri rezultati. Projekt je bil danes predstavljen in me je zelo navdušil, saj so učitelji pokazali
obilo razvojne ustvarjalnosti pri iskanju novih pedagoških metod pri delu s svojimi učenci v nižjih razredih osnovnošolskega izobraževanja. Torej, prepričana sem, da se bodo ti projektni dosežki lahko širili v naš šolski prostor kot primer izredno dobre pedagoške prakse. Sem Sonja Zajc, prihajam iz Zavoda za šolstvo organizacijska enota Celje, kjer sem pred 2 letoma bila vključena na tej šoli s projektom, s konstrukcijsko zbirko Lego do boljših medosebnih odnosov in do kakovostnega znanja. Pred 2 letoma me je šola povabila na prvo strokovno srečanje, kjer smo predstavili didaktični pomen Lego gradnikov v pouku in so še sledili drugim ciljem. Po 2 letu načrtnega dela sem zelo zadovoljna z učitelji, kajti dokazali so, kako lahko preprosto didaktično sredstvo razvija boljše medsebojne odnose, kako so učenci postajali bolj sproščeni in kako so učinkoviteje in bolj kakovostno uresničevali učne cilje iz učnih načrtov. Iskreno jim čestitam in želim, da projekt se še nadaljuje, da presega meje šole in pride še tudi k drugim šolam oziroma širom Slovenije. V zaključku te predstavitve programa Lego, ki ga je projektna skupina osnovne šole Komenda Moste izvajala v 2 letih, moram reči, da sem bil izredno prijetno presenečen. Menim, da smo imeli veliko srečo, da smo na samem začetku, ko so prosili občino Komenda za sodelovanje, seveda, da podpremo ta program, zaupali tistim predlagateljem in pristopili k programu in ga podprli. Program menim, da je kvaliteten v tej meri, da bo tudi na Ministrstvu za šolstvo dobil pozitivne ocene in da ga bodo naši učitelji uvajali in predstavljali po celi Sloveniji. Ta skupina, ti entuzijasti, ta mladi rod dela za otroke in jim nudi več, kot so dolžni, torej vlaga v mladež entuzijazem, se mu posveča z ljubeznijo in strani občine se jim za to iskreno zahvaljujem. Sedaj ta trenutek pa tukaj teče Lego tekmovanje, kjer najboljši učenci, ki so bili izbrani na šolskem razrednem tekmovanju, poskušajo sestaviti zanimivo konstrukcijo, ki jo bo potem komisija po že vnaprej določenih kriterijih tudi ocenila. Naši učenci tudi sicer sodelujejo na različnih regijskih tekmovanjih in tekmujejo v konstruktorji. Pohvalno je predvsem tudi to, da so se vključili tudi starejši učenci. V učilnici poteka tudi robotika, torej konstruiranje z roboti. Današnjega obiska vseh prisotnih, tako staršev, učencev in pa predvsem predstavnice Ministrstva za šolstvo in šport smo se razveselili, saj so dali visoko priznanje in pa motivacijo za delo vnaprej.
Živjo, jaz sem Suzana, pišem se Zgonec in zelo rada delam z otroki, predvsem pa likovno z njimi ustvarjam. Tako se je tudi danes zgodilo en poseben dan. Z otroci smo si najprej ogledali lutkovno predstavo Rdečo kapico, potem pa smo se odpravili v svet likovnega ustvarjanja. Vsak otrok si je v bistvu zaželel, da bi imel svojo lutko in skupaj z mojimi pomočniki smo jim pomagali, da so si te lutke tudi naredili. Zakaj te lutke smo ustvarjali? Zato, da poleg tega, kako lutke nastopajo, vidijo, kako lutke sploh nastajajo. A vam je bilo zabavno? Krasno, ne? Pokažite malo, kakšne lutke smo naredili. Kako se imenuje ta vajini dve lutki? Rdeča kapica. Kako? Rdeča kapica. Rdeča kapica, ja. Zakaj rdeča kapica? Zato, ker smo imeli predstavo iz Rdeče kapice, ne? Tako da v bistvu to ni naša prva in tudi ne zadnja taka delavnica, niti naša prva in zadnja predstava, ampak nas čakajo še nove dogodivščine v poletnem času, tako za take manjše otroke, ki še ne hodijo v šolo, kot tudi za tiste, ki že v šoli precej ustvarjajo. Spoštovani tovariši, gospe in gospodje, dragi prijatelji, cenjeni gostje, ki ste se zbrali na današnji proslavi ob 60. obletnici osvoboditve izpod fašizma in nacizma. Posebno čast in zadovoljstvo mi je, da pozdravim vse borke in borce tudi iz sosednjih društev. Tovariši, tovarišice, gospe, gospodje, draga mladina. Svoboda, beseda svoboda je bila ena najbolj težko pričakovanih besed v letih 1941-1945 na naših tleh. V teh letih je bilo že življenje Slovencev eno samo veliko trpljenje. Po trojni okupaciji, ko je bila Slovenija razdeljena med Italijo, Nemčijo in Madžarsko, se je začela raznaradovalna politika. Vsa dejavnost na Slovenskem naj bi se odvijala v tujem jeziku, jeziku okupatorja. Šole so uvedli tuj jezik, ki je bil obenem tudi pogovorni jezik. Slovenske učitelje so zamenjali s tujimi, ki slovenskega jezika sploh niso znali. Tudi vso ostalo slovensko inteligenco so odstranili iz javnega življenja, ostali so samo tisti, ki so se pokorili okupatorju ali pa z njim sodelovali. Začelo se je s šikaniranjem, pretepanjem, zapiranjem, izseljevanjem, pošiljanjem ljudi v koncentracijska taborišča. Vse to je povzročilo, da se je slovenski narod uprl okupatorju in v organizaciji Osvobodilne fronte začel oborožen odpor po vsej Sloveniji. Slovenija je lahko ponosna na svojo držo v drugi svetovni vojni, saj je v okupirani Evropi v organizaciji Osvobodilne fronte med prvimi odkrito uprla sovražniku. Primer za to je prav gotovo znamenita bitka Cankarjevih bataljona v Dražgošah januarja 1943. V borbi z 10-kratno sovražno premočjo je 3-dnevno bitko sicer izgubil, vendar je šel kot moralni zmagovalec, ker je do takrat nepremagljivi nemški stroj utrpel hude izgube. Saj naj bi po podatkih iz Dražgoš padlo okrog 350 sovražnikovih mož. Ta bitka je tudi pri zahodnih zaveznikih dobila velik odmev, kar takrat ni bilo zanemarljivo, saj nam je bila kakršnakoli njihova pomoč nujno potrebna.
Vemo, da so se grozote dogajale med in po vojni in da so posod bili posamezniki, ki si ne zaslužijo besede človek. Tudi po vojni poboji so vredni vse obsoje, vendar je vsak zakaj tudi za to. Tukaj smo se zbrali ob 60. obletnici zloma nad fašizmom in nacizmom ter svobode v okupirani Evropi, s tem pa tudi v Sloveniji. Ta spomenik v podobi Triglava je postavljen spomin in zahvalo za junaško držo vseh vaščanov Komenske Dobrave, ki so aktivno sodelovali v osvobodilni fronti v narodno-osvobodilni borbi in bili zaradi tega hudo kaznovani od okupatorja, saj je v letu 1944 vas izselil in požgal. Spomenik je postavljen tudi v spomin padlim borcem Gorenjskega odreda, Prešernovega bataljona in drugih enot, ki so se zadrževali na Komenski Dobravi. Jaz sem Janez Ravnikar, po domače Štrcinov, predsednik moškega pevskega zbora, ki zadnjih 25 let deluje tukaj v naši okolici, pa tudi drugod po Sloveniji in tudi v tujini smo že nastopili. Prirejamo tradicionalno srečanje, nocoj je pa en lep večer, ki ga že vsa leta pripravljamo takole ob koncu sezone. Sedaj zadnja leta tudi v sklopu prireditev v občinskem prazniku. Zbor je nekako skup spravil Peter Pibernik, Vezlov Peter iz Hodol. Takrat je naštimal, ko rečemo tako na govoru, tudi Baldota Kremžarja, ki se je ravno priselil v Komendo in sta skupaj začela še fanti, ki so hodili k pevskim zborom po drugih krajih in smo rekli, zakaj ne bi prepevali tudi doma, nam je bližje na vaje in lažje bo za vse. No in tako že vztrajamo 26. leto in prirejamo. Vaje imamo redno vsak četrtek, prirejamo pa vsaj dvakrat letno samostojni ali pa celovečerni koncert, ali sami ali pa še s kakšnim gostom. Naš moški pevski zbor Komenda je v minulem letu slavil 25-letnico obstoja, nepretrganega delovanja in v znak zahvale smo letos prejeli tudi občinsko priznanje, srebrno občinsko priznanje za našo dejavnost v vseh teh letih. Na današnjem koncertu bo nastopil naš domači moški pevski zbor najprej, nato pa domžalski komorni mešani pevski zbor, to je eden najboljših zborov v Sloveniji in vodi ga Tomaž Pirnat že zadnjih nekaj let,
kjer pa naš dirigent Lojze Kolar prepeva tudi pri tem zboru, smo jih danes povabili na naše skupno srečanje ob 6. občinskem prazniku, na srečanje Nocoj pa en lep večer. Naš zbor se bo predstavil izključno s slovenskim programom ljudskih in umetnih pesmi, bolj veselih seveda, kar se za praznik spodobi. Gostje pa bodo predstavili nekaj latinskih, angleških in pa tudi nekaj domačih pesmi. Domžalski komorni zbor je bil ustanovljen leta 1987, do leta 1998 ga je vodil gospod Karel Leskovec, s katerim je na tekmovanjih Naša pesem sodeloval 3-krat in dosegel 3 zlate ter 1 srebrno plaketo. V letu 1998 ga je prevzel sedanji zborovodja Tomaž Pirnat. Zbor posega po delih vseh slogovnih obdobij, sodeluje pa tudi v večjih vokalno-instrumentalnih projektih, kot so Mahlerjeva druga ter 8. simfonija, Verdijev in Mozartov rekviem, Haydnove maše in podobno. Vsako leto pripravi vsaj 2 samostojna projekta. Gostoval je na turnejah po ZDA in Kanadi ter Argentini, gostoval pa je tudi v Avstriji, Italiji, Nemčiji in še bi lahko naštevali. Posnel je kaseto priredb slovenskih ljudskih pesmi ter zgoščenko z izvedbami Mozartovega rekviema in Haydnove maše v D-mol. Skratka, zares pestra zgodovina. Thank you.
v imenu športnega društva Suhadole. Letos zopet prirejamo kros v počastitev občinskega praznika. To je že naš šesti kros. Sicer bojo nastopili tekmovalci v vseh starostnih skupinah, od najmlajših do veteranov. Proga je za starejše kategorije je dolga 4,5 km, poteka tukaj iz centra vasi do Mlinčkov, potem za njimi bojo štartali mlajše kategorije in na koncu je pa tudi kot zanimivost, so pa težko kategorniki oziroma tekmovalci, ki imajo nad 100 kg. To je pa posebnost našega tekmovanja. S to prireditvijo želimo spodbuditi tudi ostale sovaščane oziroma ostale občane, da se začnejo ukvarjati s športom in tek oziroma kros je krasna oblika za telesne aktivnosti, primerna za vsakogar. Seveda rabite samo športne copate, kratke hlače in je pa teren imate pred hišo, tako rekoč. Danes je sicer vreme je zelo lepo, za tek skoraj malo prevroče, vendar je zadovoljivo število tekmovalcev. Malo smo tudi naredili reklame s gasilskim avtomobilom, tako da malo privabimo še vaščane, tisti, ki še niso bili uvrščeni, da bo ta prireditev, da bojo prišli pogledati in da nas bojo spodbujali. Naše društvo bo prirejalo tudi tekmovanja v kolesarstvu in smučarskih tekih. Naslednje tekmovanje bo ekipni kolesarski kronometer, ki bo v septembru. Se pravi drugi vikend v septembru. To tekmovanje je vedno zanimivo, zato ker tekmujejo ekipe, v kateri mora biti vsaj ena ženska. Tako da to tekmovanje je napol družinsko in tekmovalci zelo radi pridejo na to tekmovanje. Zato vas že naprej vabim tudi na to tekmovanje. Želimo si, da bi naša prireditev ostala tradicionalna in da bi čim več tekmovalcev se udeležili naših tekmovanj. In upamo, da bomo še vrsto let lahko prirejali to vrstno tekmovanje. Vse občane in občanke pa vabim, da se nam pridružijo tudi v naslednjih letih. In pohvalno je sploh to, da mlajši zelo radi prihajajo na naše tekmovanje.